Ja, lepo vas pozdravljam iz Novega mesta. Mi smo pripravljeni do karavana, tudi vseh 26 kolesarjev je že navdušenih in v pričakovanju. 14 ur in pol nas loči od začetka največjega vseslovenskega humanitarnega dogodka s štartom tule v Novem mestu na glavnem trgu. 5 etap, 1225 km in 26 kolesarjev. Samo še na vas je, da se nam pridružite pa da podprete naše DOS viteze. Kako je sploh prišel do tega dogodka? DOS je en splet srečnih okoliščin, sicer jaz sem želel voziti traso okrog celotne Slovenije in k tem sem povabil enega mojega prijatelja Lojza Poglavca. Odpeljala sva vseh 1200 km v 54 urah, ampak se je izkazalo, da bi se nama mogoče kdo pridružil, če pa ne bi vozila tudi po noč. In smo rekli, da bomo potem naredili pot okrog Slovenije v 5 etapah, vsak dan v povprečju 250 km, še vedno zahtevno, a vseeno ne toliko, da ne bi bilo nemogoče odpeljati. Kakšen je pa cilj projekta? Zakaj je DOS tako edinstven? Zaradi tega, ker je humanitaren. Mi z vsakim tistim, ki se nam pridruži, sodelujemo pri tem, da zbiramo čim več sredstev za nakup koles. Zbiramo kolesa za otroke iz socialnih družin in v bistvu to je ravno tisti unikum in to je ravno tista pika na i, ki daje našemu DOS-u tako poseben predznak. Zdaj 5 etap letno, mislim vsako izvedbo oddelate. Kakšna je razlika med enim šusom narediti v enem ali pa vse to razdeliti? Adrenalin šprica v vsakem primeru, ne? S tem, da morda za odtenek fizično bolj zahtevno je vseeno voziti 54 ur, ne? Z minimalnimi postanki. Čeprav daleč od tega, tudi 5 dni vsak dan odkolesariti od Garade 250 km z nekaj več kot 14 000 višincev, tudi ni ravno mačji kašelj in tudi vsak tega pač ne more narediti. Zdaj tradicionalno že nekako tretje leto se napoveduje dež za prvo etapo. Kaj to dejansko pomeni? Ni vremena, če je katera stvar, na katero ne moremo vplivati, je to vreme. Ampak glede na to, da imamo zelo jasen cilj, zelo jasno vemo, kaj želimo narediti in zelo jasno vemo, da je naš plemenit namen, verjamete mi, da najmanjši problem je, tudi če kakšen dan malo dežuje, se bomo pa malo boljše oblekli. Etape so malenkostno spremenjene, cilji oziroma štarti, kaj posebnega lahko pričakujejo? DOS je enostavno prerasel te okvire. Postali smo prepoznavni, zelo veliko je podpornikov na naši poti, ki želijo del DOS karavane, da tudi pride skozi njihov kraj. Zato je malenkost popravljena trasa, ampak še vedno ideja je iti okrog Slovenije in pri tem tudi ostajamo. Trase so podobne kot lansko leto, višinci tudi. Mogoče smo en klanček Pomjan izključili ven, ampak po drugi strani imamo pa nekaj novih, krajših vzponov, tako da tudi to. No. V preteklosti so bili podporniki tudi Društvo za gluten oziroma celiakija. Letos je novo društvo. Zveza društva diabetikov. Trije ključni akterji DOS-a so kolesarski del, potem je humanitarni del, katero vlogo smo zaupali Karitasu in vedno tudi k našemu projektu povabimo eno društvo ali pa organizacijo in mu damo priložnost, da ozavešča skupaj z kolesarji o svoji problematiki. Če smo, tako kot ste rekla, v preteklosti ozaveščali o celiakiji, o težavah z glutenom, smo letos dali priložnosti Zvezi društev diabetikov in tudi, bom rekel, z njihovim angažmajem peljemo to zgodbo na ta plemenit namen, kot počnemo. Še za konec, vsi, ki vas gledajo, kakšen SMS, kaj točno morajo vpisati za podporo? Sploh ni potrebno, da ste kolesar, da podprete dogodek. Čisto enostavno je, vzamete telefon v roke
in pošljete SMS na 1919, ključna beseda je za koloped in tako s 5 evri podprete naš projekt in s temi sredstvi potem tudi kupimo kolesa. Vaša podpora nam zelo veliko pomeni, tako kot tudi pomeni podpora, če nas boste kje na naši poti okrog Slovenije pričakali, pozdravili, pomahali, stisnili roko, mogoče pa tudi kakšen kilometer z nami odpeljali. Tako da vabljeni na DOS 2023 in lep pozdrav iz Novega mesta.